Po današnji razpravi na odboru za finance se nekako ne moremo znebiti vtisa, da namen zakona v resnici ni v celovitemu poplačilu nadomestil in odpravi krivic 110 tisočim razlaščencem. In tu ima predstavnik malih deležnikov prav, ko pravi, da namen poravnave je preprečiti eksplozijo sodnih zahtevkov na sodišču in poplavo teh zahtevkov za to, da bi pravici bilo čim prej zadoščeno. 60% razlike, torej jaz predvidevam, da bo določen nek pravični haircut, razlika od 0 do tega haircuta, potem s 60% predstavlja verjetno ne najboljšo spodbudo za to, da se odločijo zadevi poravnati. Poravnalne ponudbe namreč ostajajo neustrezne. Nadomestila so v resnici še nižja od tistih v prejšnjem predlaganem zakonu. Saj izplačilo zakon omejuje na 60% škode. Škoda pa ni definirana kot nominalna vrednost vrednostnih papirjev in podrejenih obveznic ob izbrisu, temveč je definirana kot pozitivna razlika, ki naj bi jo razlaščenci dobili v primeru, če ne bi prišlo do izbrisa. VZMD je tako predlagal, da se višina škode, da se nadomestilo za škodo poveča na 100%, saj bi to po naši oceni bolj motiviralo razlaščence k sklenitvi poravnave in vključitvi v tej poravnalni shemi. Zdaj pa vas samo vprašam, vi, ki ste pripravili tako rešitev. Kaj pa če tisti, ki se bo odločil tožiti, ravno zaradi tega, ker se mu zdi nepošten ta postopek, svoj zahtevek za, ne vem, 3 kategorije preprosto objavi na spletu in pozove vse, ki so bili deležni ukrepa izbrisa, da vložijo tožbo. In boste imeli invazijo tožb, 100 tisoč tožb in več boste imeli na sodišču, zato, ker v fazi poravnave niste predvideli ustreznega mehanizma, ki bi zadovoljil oziroma našel neko pravično pot, ki je, oprostite, po letu 2013, leta 2024 že skoraj nemogoča. V naslednjih 10 letih po zakonu ni predvidenih nobenih poplačil razlaščencev. Vse, kar je v tem času finančnih stroškov, obveznosti, je manj kot 5 milijonov evrov, od tega gre večina za delovanje sodišč, to se pravi nagrade sodnikom, ki so s tem ukvarjali, nekaj za vzpostavitev virtualne baze in nekaj za, bom rekel, te odvetniške administrativne storitve. Medtem ko za razlaščence ni predvidenih nobenih poplačil v naslednjih 10 letih. To je očitno, da vlada tu nima nobenega resnega namena, da bi se tega problema lotila in pa tudi po vzoru drugih držav, ki so bili v podobnih postopkih v istih letih, poplačala ljudi tako, kot so tiste države to storile. Kot je bilo to na primer izpeljano v Španiji, na Nizozemskem ali pa v sosednji Avstriji. Tam so bili v postopku sanacij, so bili delničarji poplačani z obrestmi in to v zelo kratkem času, v istem letu. Prav tako smo predlagali črtanje določbe, ki predvideva obvezno stransko intervencijo Republike Slovenije. Namreč si lahko samo predstavljamo, kako bi to spravljalo razlaščence v podrejen položaj, ko bi Republika Slovenija uporabila vse razpoložljive strokovnjake, informacijske in druge kadrovske resurse za svojo udeležbo v pravdi. Po naši oceni gre tukaj za kršitev načela enakosti orožij in tudi potencialno neustavnost. In zanimiva je rešitev v tem zakonu tudi ta 7-članski gremij, ki bo odločil, ali je bilo imetnikom kvalificiranih deležev v tem postopku storjena kakšna krivica, če zelo poenostavim. Glejte ta absurd. Ministrstvo za finance je imelo leta 2013 približno 400 zaposlenih, zdaj jih ima nekih 10 več. 400 zaposlenih, ki jih je vodil nekdanji visoki uslužbenec Nove Ljubljanske banke, ki je
prava in bančništva UKA oseba, ni znala pripraviti spremembe zakona o bančništvu v takšni meri, da bi bilo ustavno, medtem pa zaupamo sedmim, da bodo pa to znali. V ZMD-ju bomo sedaj počakali na obravnavo tega zakona v parlamentu, vendar kljub temu bomo še naprej uporabili vsa pravna sredstva, da bi dosegli pošteno, transparentno in učinkovito odpravo krivic 110 000 razlaščencem, tako kot v ZMD že desetletje počne.